show business, kot na primer v Salzburgu ali pa v Berlinu ali pa celo v Gradcu. Ja, najprej je moja naloga, da predstavim današnje akterje te pres konference. To je skupina Monic, ki ima malo ploščo Hyacinth House, potem je tukaj skupina Vidigari, novo ploščo zadnje centra Pavel Človek in tu so tudi nekateri člani skupine Centra za dekomunizacijo. Seveda tudi novo ploščo. Tako, sedaj bi bilo potrebno z moje strani najprej povedati nekaj o založbi Frontrok, kaj je to in kako to deluje. Seveda z tega gledišča je potem potrebno najprej povedati, kaj je to MKC, Mladinski kulturni center, oziroma po novem mestni kulturni center, kot ga nameravamo, oziroma smo ga že preimenovali. Mladinski kulturni center je kulturno podjetje, kulturniška ustanova v Mariboru, ki si je zadnje leto pridobila že primerni status na kulturni sceni in dela Maribor manj sivi, kot je. MKC v sebi združuje sicer različna podjetja, kot so klub MKC, Galerija 88, katero se je tudi pred 2 leti nekakšno vrenje začelo. Potem je tukaj založba Frontrok, ki vam danes predstavlja nove plošče. Nato je tu založba literarnih publikacij, ki je letos tudi izdala že 2 produkta. Pripravljamo pa tudi knjižni prvenec. Nato je tukaj založba Frontrok, seveda, to sem že povedal. In ukvarjamo se po novem tudi z dizajnom, oziroma z marketinškimi uslugami. Imamo 2 dizajnerski sekciji, imenujemo to je Dizajn Švic in Dizajn 2D. Dizajn Švic se je že pred kratkim predstavil, 88 je uspešna razstava in že dobijo tudi prve posle. Dizajn 2DA pa je združenje mlajših arhitektov, ki pravkar končujejo študij. Tako, to je bilo nekje nakratko o MKC-ju. Založba Frontrok pa ima danes promocijo plošč. Najprej je bilo potrebno odgovoriti, zakaj promocija na takšen bolj pompozni način, recimo. To bo zato, ker je to prvi takšni obširnejši projekt te založbe in je tudi to edina takšna založba v Mariboru, edina založba plošč, tako rekli. Sicer imamo v Mariboru založbo Obzorja, oziroma kjer je izpostava založbe Obzorja, se tudi ukvarja z izdajateljstvom plošč, vendar na rokovskem področju ta založba v Mariboru ne dela kaj dosti. Zato je tudi naslednji razlog, da so prišle 3 nove plošče, kar seveda se v Mariboru ne dogaja vsak dan. In pa še naslednji, če pogledamo, naprimer 80. leta so bila v Mariboru izdajateljsko dokaj sušna leta. Kaj smo imeli? Naprimer, imeli smo plošče Vašega Franca na rock sceni, na to je bila nekaj 83. leta plošča Skakavcev. Pred kratkim je založba Frontrok oziroma lani, v začetku lanskega leta je založba Frontrok izdala tudi ploščo Centra za dekomunizacijo in konec lanskega leta je prišla še ena rokovska plošča iz Ptuja, iz Roma. To bi vse, sicer je bilo še nekaj kasetnih izdaj, abilnimi varieté, Centra za dekomunizacijo. Tako naprej. Torej, to je bili glavni razlogi za takšna promocija. Sicer običajna zadeva,
založb večjih in manjših. Zato, zakaj se nam bi bilo potrebno odgovoriti na vprašanje, zakaj se nam zdi tako pomembno izdajati plošče? Namreč, vsake skupine, vsake rokovske skupine izdati ploščo. Najprej seveda prvenec in na to drugo, tretjo, četrto. Plošča vsekakor pomeni eno veliko spodbudo za delo skupine in je tudi velika prekretnica v ustvarjalnem obdobju določene skupine. To je eden izmed glavnih razlogov, da smo se spustili v takšen projekt. Kaj bi bilo potrebno še povedati? Da so te plošče namreč skupin, ki niso mariborske skupine. Predvsem skupina Mujt prihaja iz Jurovskega dola pri Lenartu, pridigali iz Ormoža. Centar za dekomunizacijo je skupina iz Strat in iz Maribora. In tako smo tudi ta projekt, izvajanju tega projekta, šli v akcijo, namreč z lokalnimi oziroma krajovnimi dejavniki, z mladinsko organizacijo. Potem na tak način smo tudi pridobivali sponzorje. Tu bi rad povedal eno zadevo. Pokazalo se namreč to, da so v manjših krajih bolj dovzetni za ene drugačne zadeve. Namreč, ni nam bil velik problem dobiti sofinancirja, na primer v Ormožu, ZSMS in Zveza kulturnih organizacij občinsko za ploščo, za izdajo plošče pri Degariji. In tu nam ni bil velik problem dobiti denar pri Lenartu, ZSMS Lenart, ki je močno podprl to ploščo skupine Nujt, Hajec in Haus. Tudi skupino, oziroma ploščo skupine Centra za dekomunizacijo je podprla občinska konferenca ZSMS Pesnici. V Mariboru se politične organizacije ali ne rabijo podpore pred volilnem boju, ali pa kaj drugega, to pomeni, in pa tudi kulturne organizacije dosti težje odločajo za podporo takšnim projektom. Ker namreč tudi Maribor ima rokovske skupine, mlajše rokovske skupine, kot so Blind Eagle, Agonija in tako naprej. V tem projektu bi še bilo potrebno povedati, da je na primer novost to, da se za izdajo plošče pridobivajo sponzorji. Namreč manjša podjetja, obrtniki, tiskarji, raznih političnih organizacij in kulturnih. Seveda, brez vlaganja samih glasbenikov tudi ni šlo v tem primeru. Namreč vse skupine so si same plačale snemanja posnetkov v studio. Tako je v tem primeru Front Rock, ki sicer nima denarja za financiranje takšnih projektov, izpadajo kot pač organizacijski faktor. Podjetje, ki nudi organizacijske usluge in seveda glavni založnik teh treh plošč. To je bilo z moje strani vse, sedaj pa bi zainteresirano javnost lahko pozval k navzkrižnjemu in spraševanju akterjev in založnika. Kje bojo plošče na prodaj razen na KC-u pa na koncertu? Ste še bo kam dalo? Prodaja se bo vršila po vseh mladinskih klubih v Sloveniji. Na to imamo domenjeno prodajo v Gracu, v neodvisni trgovini Rock and Rock. Seveda tu
tu je tudi vključen Ljubljanski Škuc, galerija Škuc, predvsem mladinski, oziroma mladinski prostori in mladinska zbirišča. Seveda se pa ne bomo branili prodajati teh plošč tudi v večjih trgovinah, ampak izkušnja imamo, da imamo namreč za večje trgovine, ker nismo tako redni dobavitelji, namreč, ker ne izdajamo plošč, kaset ali videokaset ali CD-jev vsak mesec in v večjih količinah nam namreč te plošče ne radi vzamejo v prodajo. Prosim? Naklada je zdaj v bistvu začetna. Začetna naklada za gramofonsko ploščo. Gre tudi, v tem primeru gre tudi za seveda založni kontrok za promocijo teh skupin, namreč promocijo v medijih, za radijsko promocijo in tako naprej. Naklada je zdaj kar začetna, 1000 zlota v vsakem formatu. Škoda je to, bi naj bila skrivnost založbe, poslovna skrivnost. Pa sem jih razkril pri tem. Ja, naklada je vedno skrivnost. Ja, z Nujk in s Pridigarji je namreč že namenjen nastop klubu MKC. Nujk se bo predstavili februarja, sicer datumi še niso fiksno fiksirani. Pridigarji tudi nekje je blizu s samostojnim koncertom marca. Center za dekomunizacijo pa bo v tem klubu nastopil junija, konec šolskega leta. Namreč, pozabil sem še omeniti še en projekt Mladinskega kulturnega centra. Izbili smo se namreč projekt ustvarjanja lastnega TV programa. Naš TV program se bo najprej, naš TV program, ki ga bomo producirali sami, seveda s svojimi tehničnimi zmožnostmi, se bo najprej predvajal na našem internem sistemu Klub MKC. Mogoče pa mogoče celo razmišljamo o kabelskem sistemu. Vidite MKC. Ja, plošče so namreč na 33 obratov in več komu se zgodi, da pač ploščo obrne na gramofonu na 45 obratov. Ker so plošče se tudi z malo luknjo, ne? To pomeni kvalitetnejši res, če se plošča počasneje vrti. Ti stroji, s katerimi mi bomo delali, so namreč zelo stari in izrabljeni in smo pač izkoristili to možnost, da lahko malo ploščo damo na 33 obratov. Ja, to sem še pozabil o teh ploščah. Namreč pri dizajnu smo vključili tudi prej omenjene dizajnerske sekcije Mladinskega kulturnega centra. Center za dekomunizacijo, obitek za center za dekomunizacijo je oblikoval Švic Art Design. Kot že prvo ploščo centra za dekomunizacijo.
Terija Švica, Dilena, zdaj tukaj ni Benota znaka. Dizajn za ploščo Pridigarjo je naredil studio Gulaš, ki pa avtor studija Gulaš, to se imenuje avtor, je studio Gulaš. Ja. Avtor obitka za Nuj pa je Huda reč, tudi skupina film. Velja seveda zahvala, javna zahvala vsem, ki so pomagali plošče izdati. Namreč pri izdaji skupine Mujke, plošče skupine Mujke v veliki meri pripomogla občinska konferenca na SNS Lena, sekretarka konference Lena, ki je tudi tukaj Lena Smaginec, ponova, kaj povem? Največ zanimivo je to, da največ sponzorjev so ravno zbrali Belena. Spisek sponzorjev, tukaj pri Matroši, ni popoln, so pa tile. Občinska kulturna struktura Lena, Centrum od Lena, Klub Jurovski dom Lena, Klub Jurovski dom, Biro Lena in avtokleparstvo Škrbec Jurovski dom. To je prav zanimiva plejada sponzorjev. Zdaj je glavni sponsor, oziroma edini sponsor Centra odlegno izrazbe je samo mono Vrstnike Zdravljane, to je časopis z malimi emigracij, ki je napisni obitek. In Pridigarji prosimo se vrnost. To da skupno spomno. Tisk, seveda, tudi zadnji del vidska oblikovanja je prišel klasično oblikovanje štraka in središča. Tu piše tako je. Geneza, kaj je to geneza? Geneza. Razvoj. Sinteza. Rojstvo in pastvo. Ja. Prav je v bistvu koncertna agencija in založba obenem. Če se spomnimo nazaj, prav je
kar nekje pred dvema letoma na dokaj nasilen način izvaja tako kulturno dejavnost v Mariboru. Namreč takrat so se na Štuku pričeli novorokovski plesi. To so bili prvi kontinuirani večeri rokovske glasbe, oziroma plesni večeri rokovske glasbe v novem obdobju, da mi ne bo zameril Zmago Weinmeier. Namreč novorokovski večeri so to bili. Prej, to od začetka 80. let ni bil primer. Tako se v začetku Novem roku ukvarjal predvsem s temi plesnimi večeri in z organizacijo koncertov na Štuku. Na to se je Novem rok iz različnih razlogov preselil v MKC, vsem na Orožno ulico 2, s sedežem spodaj v kletnih prostorih, desno spodaj, odhoda, in se je pričel ukvarjati tudi z založniško dejavnosti, kot sem rekel, prvi založniški projekt bil Plošča centra za dekomunizacijo, naslednji pa je tale, malo izvršnji. Izbira skupine pri tem ni bila težka, zato ker so to v bistvu so Nujt in Pridigari in Centra za dekomunizacijo edine skupine v tem delu Slovenije, ki redno delajo. Zato smo tudi bili mnenja, da se služijo ploščo in začli organizacijo tega programa. Ja, to je dobro vprašanje. To je zelo dobro vprašanje, ki sem ga pozabil še prej. Ja, dobro, tudi to je. Programo že prej povedati. Namreč, te tri skupine nimajo skupnega imenovalca, niti glasbeno, niti tekstovno, niti razen ta skupni imenovalec bi bil, da pač ni možnosti izdaja druge za njih. Ampak za koga pa sploh je možnost izdajanja plošče v nas? Tako da je glasbeno zelo širok spekter na teh ploščah zajet. Jaz se posameznih glasbenih smeri ne bi označeval zato, ker bi lahko, to bi morali skupine same ne povedati. To bi tudi nobeno, da se izdejo, veš, ja, dobro. Dušan, kaj če bi vsake skupine povedal, kakih 3 stavke, melodija 4 stavke, da ni treba zdaj se tak... Ja, dobro. To so isto vse 3 skupine, ki na nek način niso komercialne, za katere vrti založbe recimo nimajo interesa, ker pač ne igrajo glasbe, ki se lahko recimo prodaja na vrtu. Kaj, te skupine bi lahko vrlo čisto skupni pošt, kot se pač dogaja večina teh drugih skupin, kaj gremo protizije, dalje mogoče. In na nek način pri nas ne morajo uspeti, ki so, recimo kaj je protizija, pa lajno, pa take skupine so se zvedno dokazali. Šratne so pač zunaj, pa se videl, da so jih v Sloveniji recimo sprejeli pa take, in znamo kaj to s temi skupinami. Če bi se neka ta skupina predstavila prosna, recimo, založbo kasetni plošč, naj mi dajo ploščo, je bil uspeli, zaradi tega, ker so pač te velike založbe zaprste za tako obliko glasbe, pa za ta način izraženje, pač tu po moje ne gre samo za glasbo, ampak za nekaj več, ne samo glasbo, ampak več nekaj. A bi lahko kaj